Vprašati se, ali je Božja beseda še aktualna, je pravzaprav malo neumno. Božja beseda je živa in nekaj, kar je živo, je aktualno. Jaz sem aktualen, zato ker sem živ. Vsak človek je aktualen, ker je živ. Mi, kristjani, verjamemo, da smo aktualni še po smrti, tudi ko nehamo živeti, ko šele pravzaprav polno zaživimo. Spravi, Božja beseda je živa in aktualna. Živa tudi v mojem življenju. Moje življenje je sestavljeno iz 3 elementov. Iz molitve, iz vere in iz Božje besede. In to troje da skupaj podlago. Jaz sem nekoč to primerjal betonu. In je vera pesek, ki te uide skozi prste. In je molitev voda, ki poživi. In je Božja beseda cement, ki včasih duši, predvsem pa zveže pesek in vodo in nastane trdna osnova, temelj za hišo. Zato je vprašanje, ali je Božja beseda aktualna, nesmiselno. Tako kot bi se vprašali, če je cement še aktualen. Cement je aktualen v vsaki gradnji in Božja beseda je aktualna v vsakem življenju. Tudi v življenju tistega, ki ne ve, kako je betonska plošča sestavljena, ampak hodi po njej. Se pravi, tudi Božja beseda je aktualna tudi za tiste ljudi, ki vanjo ne verjamejo, ker brez nje, hočeš nočeš, ne morejo. V tem času, današnjem času, ko hitimo, ko nimamo časa drug za drugega, ko se ne poslušamo, ko se ne pogovarjamo, ko ne beremo in seveda ne beremo tudi Božje besede, je zelo pomembno, da jo slišimo, da ji prisluhnemo. Če ne drugače, poslušalka, če ne drugače, ko nekdo drug bere. In je projekt Prisluhni besedi zanimiva ponudba za tiste, ki nimajo časa za branje, ki nimajo časa za bližnjega, ki nimajo časa za pogovore. Če bodo prisluhnili Božji besedi, bodo ugotovili, da imajo čas za vse, ker ima čas Bog za njih. Ker ti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.